Na Soči smo pridobili novo napravo za urjenje gibanja hoje po nevrološki poškodbi. Naprava predstavlja zelo napreden prototip, s katerim nameravamo v naslednjem obdobju nadaljevati naše raziskovalno delo in raziskati predvsem možnosti avtonomnega vodenja naprave pri vsakodnevnem urjenju hoje pri pacientih z nevrološkimi poškodbami. Naprava Corbis je namenjena treningu urjenju hoje po nevrološki poškodbi, recimo po možganski kapi, po spinalni poškodbi. Glavna težava, torej obstoječi pristop je tak, da terapevt fizično premika noge pacienta in manualno popravlja vzorec hoje, ki ni pravilen. Zdaj, s to napravo pa mi posnamemo ta vzorec hoje, ki ga terapevt in pacient skupaj izvajata. Naprava beleži to gibanje pacienta in pa asistenco terapevta, posname to gibanje, izlušči iz tega gibanja vzorec, ki je najbolj primeren, in potem lahko naprava samostojno, brez terapevta, ta vzorec izvaja, ponavlja recimo 20 minut, pol ure, odvisno pač od tega, koliko pacient zmore hoditi. Robot kot Corbis, na primer, razbremeni terapevta tistega vidika njegovega dela, ki je najtežji. To se pravi težko manualno delo, ker moramo razumeti, da če se želimo naučiti hoditi ali pa po neki nevrološki poškodbi, če želimo povrniti neko gibanje, potrebujemo dovolj veliko število ponovitev kvalitetno izvedenih gibov. To dovolj veliko število se začne pri številki 1000 in naprej. O rezultatu takega treninga ne moramo še govoriti, ker naprava ni bila testirana klinično v tem smislu, ampak lahko pričakujemo, da naprava, robotski sistem se ne bo utrudil tako kot terapevt. To se pravi, terapevt lahko zelo dobro čuti gibanje pacienta, mu pomaga na primeren način, ampak to lahko traja mogoče nekaj minut. Potem se pa terapevt neizogibno utrudi. Robot Corbis je nastal v sklopu evropskega projekta 7. okvirnega programa z akronimom Corbis. To je evropski projekt, integrirani projekt, velik projekt, štiriletni evropski projekt, v katerem je sodelovalo 11 partnerjev iz različnih evropskih držav. Torej, poleg Soče, ki je bila zadolžena za specifikacijo, sodelovali smo pri specifikaciji, pri zasnovi sistema in pa pri eksperimentalnem delu in pa klinični evalvaciji. So bili tu še partnerji, ki so razvijali samo robotski mehanizem, partnerji, ki so se ukvarjali z vodenjem celotnega robotskega sistema. Zdaj, projekt se je zaključil, robot je pa ostal tu, ker nameravamo še nadaljne delati s tem robotom. Robot kot zelo izpopolnjen prototip rehabilitacijske naprave omogoča različne izvedbo različnih študij, zanimajo nas različni pristopi, na kakšen način recimo lahko prepoznamo določene anomalije v hoji, na kakšen način lahko robotski sistem to prepozna in spremeni določene parametre. To se pravi, to je tisto, kar nas zanima v nadaljevanju. Zato v nadaljevanju želimo vlagati naslednje projekte z večino od teh partnerjev. Robot je zdaj v Sloveniji iz razloga, ker smo nekako najbolj usposobljeni za delo s tem prototipom, za klinično delo in testiranje s pacienti, kar v nadaljevanju tega leta nameravamo narediti.